Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice. Tokrat bomo kolo časa zavrteli daleč nazaj v zgodovino. Namreč med drugo svetovno vojno so v današnjem žalostnem ostanku Tama... Čujte, danes to ni več nič, Ja, gospod, samo trenutek. Moment, pite. Ja, se je na področju takratnega Tama, v bistvu spodaj v rovih pod zemljo delalo za nemški Luftwaffe. Ja, takrat smo... Moment, pite. Malo samo, gospod. In z nami je gospod Waldhuber, ki je takrat delal v nevzdržnih razmerah. Gospod Waldhuber, kaj se je dogajalo takrat? Vodi smo stali, pa so bili stroji na lesenem podesti doli, pod Tamom v kleti. Zdaj, to ni nič nobenega reda. Takrat je bil red. Fischer je bil takrat vodja iz mene. Če kdo rekel, je samo rekel, ruješ davce! Noben ni mignil niti s prstom. Kaj zanimivo? Ja, gospod Waldhuber, kaj se je pravzaprav dogajalo? Vi ste tam gradili neke dele za propelerje, ne? Luftfahrtwerke Steiermark! Tako se je imenovalo, torej domnevam, gospod Waldhuber, ne? Luftfahrtwerke Steiermark, ne? In vi ste gradili za letala, ne? Mi smo bili v prvih vrstah takrat propelerwerkeri, za Messerschmitte, ki so bolj leteli. Pa to je red bil, to je vse štimalo. Vodi smo stali, ja. Vodi. Ja, gospod Waldhuber, povejte še eno stvar, vi ste pravzaprav tam v teh rovih tudi živeli, ne? Ja, delali pa živeli, pa vse na enem mesti, po 12 ur, pa par ur odmora, pa spet. Živeli smo za delo, ne pa tako danes, ko pridejo domov, pa ne vejo, kje je služba, pa kje je firma. Aha, ja, torej, če se ne motim, pa gospod Waldhuber, ste tudi morali podpisati nekaj o tem, da boste molčali o tem, kaj se počne tam spodaj in kaj se v bistvu dela, ne? Čujte, strogo je bilo, mi smo imeli Ausweise, izkaznice, ko je bil gor na sliki ajne manj moški, tak z strogim auge pogledom. Pa je imel finger na mund, prst na ustih, češ tišina pa to. Če kdo kaj povedal, je grlo šlo, ne roka, grlo. Zanimivo. No, pa dejali ste, da ste v bistvu vse skozi spodaj živeli, kaj ste imeli družino, kak ste sploh dejansko, ne? Nein, kajne familije, so nam rekli nič. Jaz sem imel doli toto perico, Helgo, dol mit großen blonden Haar, dolge je imela do arš, do riti dol lase. Lepa ženska se dotakniti nisi smel, malo smo se tu pa tam samo stisnila. To je bilo vse, pa tistega leta, ko je Adi prišel dol. Kake škorne imel čiste, pa je meni deževalo, zdaj ne viš takih čevlov. Bolj so v strani, bolj je moderno. Banda. Hodo je dol po vodi, po vaser, pa so se mu štifli svetli, škorni toti. Aha, torej je prav tudi Hitler prišel obiskat vaš obrat, torej, ne? Ja, seveda na turlih, se mi so bili pomembni. Ne? Ja, zanimivo, gospod Waldhuber, to ste zdaj lepo povedali, sicer pa me zanima še ena stvar, ti rovi, ne? To je bilo spodaj nepregledno, se je kdo kdaj zgubil notri pa to. Rovi so bili ein labirint, to je bilo vse zavito. Mit kurve, ovinki, vse, one licht, brez luči, vse, to nisi videl. Kje je aus, kje je rein, kje je ein. Nič, samo arbeit, delo, arbeit. Pa Fischer, ko je prišel, ruhe! Pa smo vsi stali, pa samo kar avtomatsko roke gol dali. Pa rekel, ja, mein kleine arbeit, nič ten, to je bil red. Torej, zanimivo, gospod Waldhuber, bil je red in trpeli ste, ne? Auf Wiedersehen. To je bila še ena resnica, dame in gospodje, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.